Jaz sem bil v bistvu presenečen samega sebe zmeraj znova prvič in zdaj, koliko se po 40 letih na motorju še zmeraj lahko naučim. Zvon je odkril zadnjo zavoro, ne? Mislim, to mu je pokazal Vojko in zdaj je... To sem bil že zadnjič, ampak danes sem je dodelal. To bo vse drugače. Zanimivo je to, da sploh kot sopotnik se lahko še kaj naučiš. Jaz sem mislila, da sediš gor pa uživaš, ne? Ni tako? Jaz sem se naučila, kako je treba pravilno na motor stopati, med drugim. To sva ves čas narobe delala. Tačko, levo tačko dol, potem gre šele ona gor. In parkrat sva se tudi že na mesto zvrnila na račun tega. Ja? Vojko, imate enega krasnega inštruktorja in ta Vojko mi je parkrat na trdo prijel. Mislim, da je zaleglo. Absolutno dodana vrednost je, da zna več od mene in da pred mano vozi in mi gre na živce, ker pelje bolj elegantno. So stvari, ki jih lahko že samo eleganco svoje vožnje mi da malo misel. Zvone, tukaj se pa znaš malo bolj potruditi, ne? In par res tistih fint. Zanimiv, ko v enih kontroliranih situacijah poskušaš malo takih nevarnih manevrov ali pa nekih se ti zdi nevarno, nemogoče. Ne? Mogoče da to tebi, meni je malo ene samozavesti, ne? Da boš tudi v realnosti na cesti tako ukrepal in veš, da s tem dobro naredil. Ne? V teh letih se je tudi svet spremenil, tako da pot bo od Argentine do Aljaske, me bo vodila približno 8 mesecev, kakšnih 50.000 kilometrov. Seveda jih bom drugače doživljal kot takrat. In drugače še to, ko sem takrat krenil na to pot okoli sveta, sem imel za sabo 10.000 kilometrov nekih afriških motorističnih izkušenj, skratka kolovozi in čista improvizacija. Zdaj imam recimo 350.000 plus 2 tečaja pri vas. Varnost se mi zdi, da bo na bistveno višjem nivoju, predvsem z motorjem, ki ima vse možne varnostne tudi elemente v sebi, ampak ja, kot pa vemo, 100% varnosti pa ni. Zlasti izven Evrope, praktično povsod, je vozniška kultura drugačna, ne, kot tu in bo se bolj po občutku kot po predpisih, ne, in če kje moš pa v taki situaciji misliti tudi na druge udeležence oziroma misliti, kaj oni mislijo, da nič ne mislijo včasih. Ko tankava na bencinski pumpi namesto benzina dizel. Obratno, namesto dizla benzin. Seveda. Ja, no, skratka, in ostanemo v nedeljo zvečer za cesto. No, to je bilo edino, da sva rabila do zdaj, ampak za vse, ampak to bi se rekel, jaz se tudi prevežem zmeraj v avtu, čelado, da zmeraj gor, čeprav še nisem je zaresne nesreče, ampak to so preventiva, povej ti, preveč govorim. Tako. To je, mislim, pravzaprav to je ena od stvari, ki je skoraj boljš, če ne rabiš veliko porabiti, ne. AMZS je pa v življenju največ koristil nama na potovanjih. Carnet de passage, to je ta, bi rekel, potni list za motor. AMZS nekako garantira za to, da iz motorja tam ne bom prodal. Tujce, ki so jih srečevali, recimo Angleže, nekje na teh afriških, azijskih cestah, oni so morali dobesedno položiti na banko protivrednost motorja, da so ta dokument, ki ga merva tako rekoč zadrobiš, dobiva, da so ga sploh lahko imeli. Jaz sem od pameti veka že član AMZS-ja, za boljši občutek po evropskih cestah je ta članarina zelo smiselna, ko se pa enkrat konča Evropa, je pa pač to čas za avanturo.